Ja, Danilo, dej se pa pozmina, ker zdaj snemam, no. Lej, ne morem zdaj, no. Ok, se vidva, ja, čez eno urco. Hajde, čau. Pozdrav. Iz ljubljanskega studija 163, to so vesti. Arhivi prejšnjega režima so zameglili našo ljubo domovino. Od začetka meseca pa vse do minulega četrtka je v zraku visela trditev opozicijskega prvaka Janeza Janše, da predsednik laže. Pa se še enkrat poglejmo. Predsednik republike je takrat dejal, da je za to teroristično akcijo v Velikovcu izvedel iz medijev in da tudi danes ne ve nič razen tega, kar je izvedel iz medijev. Lahko rečem, da potem, kar smo našli v javnem delu arhiva, ne v Sovi, predsednik laže. On je bil neposredno obveščen o tej akciji. In četrtek je predsednik odzval. Ta dokument je nastal 1. julija 1980, se pravi 9 mesecev in pol po tem dogodku v Velikovcu. A je to mogoče neposredna informacija, 9 mesecev in pol, o dogodku, ki je bil obširno obravnavan v medijih in predmet obširnega poročanja in razpravljanja. Če pogledate vsebino dokumenta, boste videli, da ta dokument ne pove nič drugega, kot daje povzetke medijskih poročil in pogovorov v zvezi z medijskimi poročili. Je to direktno obveščanje. To je več kot indirektno. To je dvakrat indirektno, ker je zasnovano na medijih in je namenjeno obveščanju v diplomatskem okviru, ki je bil potem seveda poslan še na druge naslove, tudi meni v moji nekdanji funkciji. Na spletni strani Janševe SDS pa se objavljanje dokumentov iz arhivov nadaljuje, a predsednik je že vnaprej poudaril. Pameten že vnaprej, če bo pa slučajno rekel... Če bo pa hotel reči, da je... Pol pa lej, vedno za eno več. To je dobro. Boljši biti proaktiven kot kurativen. Kar zadeva mene, kot državljana Republike Slovenije in kot predsednika Republike Slovenije, nimam nobenih zadržkov zoper to, da bi se dokumenti iz arhivov, ki se name nanašajo, tudi objavili. Zaboli me. Oziroma z drugimi besedami, predsednik je poudaril, da ne namerava kazensko preganjati blatenja svojega imena in časti. Kaj si ti pamet? Šola pa to. Nasprotujem kazensko-pravnim sredstvom kot sredstvom za pregon ljudi, ki se izražajo v političnem prostoru oziroma v medijih. Večkrat sem bil vprašan glede tega in to je moje stališče. Kazensko-pravna sredstva se za take reči ne bi smela uporabljati. Kot veste, je bila naša kazenska zakonodaja v tem smislu spremenjena ravno v času prejšnje vlade, ki je predsedoval predsednik, današnji predsednik Slovenske demokratske stranke in takratni predsednik Slovenske demokratske stranke. Ravno takrat so bili uvedeni ti kazensko-pravni dodatni instrumenti oziroma dodatne možnosti. Mislim, da je to bil zelo slab razvoj, jaz temu nasprotujem iz načelnih razlogov in tudi današnjo priložnost izkoriščam za poziv, da bi to kazensko zakonodajo spremenili, da bi ukinili možnost, da se kazensko preganja novinarje ali druge udeležence v javnem razpravljanju za izjave, ki so jih rekli. Seveda se pa od vseh udeležencev v javnem razpravljanju pričakuje nek minimum kulture, nek minimum zavesti in s tem minimumom kulture so prav ta potikanja, ki so predmet mojega današnjega pogovora z vami, popolnoma nezdružljiva. Kaj je ta država? Koliko je ura v tej državi je postalo jasno, ko je Jan uredništvo prinesel ta posnetek. V delu opozicije, v poslanskih skupinah Slovenske demokratske stranke in Slovenske nacionalne stranke, poslanec narodnosti in poslanec iz skupine nepovezanih poslancev menimo, da je v interesu javnosti, da staro udbovsko gradivo bivše tajne politične policije, ki je tudi v skladu s razsodbo Vrhovnega sodišča iz leta 2002 delovala v enem delu kot teroristična organizacija, skratka nedemokratično, da to gradivo ostane javno, da je dostopno javnosti in da se vsi dvomi, ki se pojavljajo v zadnjih dneh
v povezavi z izjavami oziroma lažmi predsednika države dr. Danila Türka razčistijo. Iz tega razloga seveda želimo predsedniku države pomagati na tej poti. Zaradi tega smo vložili zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o noveli tega zakona s ciljem, da to gradivo ostane javno. Ljubljanski župan Zoran Janković, ki je bil, preden je postal župan, tudi predsednik uprave Mercatorja, ne ve, ali je ovaden zaradi domnevne zlorabe položaja v Mercatorju, saj ovadbe ni videl. Je pa povedal, da ga je policija zasliševala že za 2 primera, in sicer v zvezi z objektom Mercatorja na Vrhniki in v zvezi z gradnjo Mercatorja v srbskem Nišu. Janković je v sredo tožilstvo pozval, da zadevo čim prej sprocesira. Kao, dajmo, fanti, dajmo. Dajmo čim hitrej. Niti ne vem, kdo naj bi bili ovadeni. Ker če smo samo 4, pol ni celo uprava. Kdo od uprave, zdaj lahko jaz ugibam, kdo je bil za področje zadolžen, pa rečem še ta kolega zraven. Kdo je še zraven tam, ali podpisnik, tudi to ne vem. Tako da zelo nekorektno, karkoli rečemo o tej temi, razen to, da je bilo korektno zaslišanje, da sem popolnoma miren, trdim, priklope se kamar šteje, da tudi slučajno, še enkrat poudarim, ga ni v tej regiji, ne v Sloveniji, ki bi mi dal 1 evro. Ga ni. In brez zamere, koliko nas je ovadili, 4 ali 5? 4, 100.000 evrov. Moja plača bila takrat mesečna, brez nagrada okoli 15.000, druga najvišja v Sloveniji. Tako da. Delavci STT so v sredo pred sedežem podjetja Novista zahtevali možnost brezplačnega bivanja v delavskem domu, dokler ne uresničijo svojih pravic, ki sta jim jih kršila delodajalec in država. Zbrali so se v Rogu, prikorakali do Noviste in pohod zaključili pred Zavodom za zaposlovanje. Za njihove pravice so se zavzeli v nevladni organizaciji Nevidni delavci sveta, govori aktivist Irfan Beširović. Pred Rogom so se zbrali, to je bo resno imel pol, če se tam dobijo. Jaz tudi, ne vem, še sploh bil nisem v Rogu, a veš. Sorry. Pa me tudi noben res ne jemlje. Recimo na Šmartinki je bil problem, ki se me šel odbirati, ker se hotel človeku v ključavnico zamenjati. In nisem dovolil, drug dan so pa poslali policijo na tega človeka, da se mora izseliti, ampak na srečo so policaji bili tako uvidevni, da so videli, da ga oni ne morajo kratko ven spraviti, samo opozorili so ga, da ne bi delal kakšne probleme, da drugače pa oni s tem imajo način. Te delavci pustijo namer, da stanujejo, dokler si ne dobijo svojih pravic na svoj denar in to, da lahko grejo pol in da ni treba jim med tem plačevati, če pa že morajo plačevati, vse s tem dolžni dan, pa ne bomo denarja vzamejo, tistega vsem dolžni, in da jih ne odjavljajo, kajti oni, če jih odjavijo iz tega naslova, to nima nobenih pravic, ne socialno podporo, ne nobenih pravic nimajo, in to moramo preprečiti, da se ljudje odjavijo iz doma. Ta teden se je v Združenih državah mudil naš premier z delegacijo. Na spletni strani predsednika vlade so zapisali, da se domov vračajo zadovoljni. Premier Borut Pahor je po srečanju z ameriškim predsednikom Barackom Obamo in podpredsednikom Josephom Bidenom dejal, da so... Jaz mislim, da smo zelo okrepili eno zaupanje velesile, kot so Združene države Amerike, v Slovenijo. Da je verodostojna partnerica v domači politiki, da je verodostojna partnerica v zunanji politiki, da se lahko zanese na državo, ki ni velika, ne gospodarska, ne politična, ne vojaška velesila, pa vendarle pomembna v regiji, na njo. Jaz mislim, da je to za naš prestiž
in za naše interese zelo pomembno. Jaz mislim, da smo opravili dobro delo danes tukaj. Da lahko odhajamo zelo zadovoljni. Na Prešernovem trgu se je tudi letos na kulturni praznik zbrala množica ljudi, ki je želela prisluhniti Prešernovim stihom v interpretaciji dramskih igralcev. Najbučnejši aplavz je požel Marko Simčič z Nebeško procesijo. Ne poznam tega štikalca, ti poznam? Jaz tudi ne, ni reči začel tavačemačenje. Torej, rajši v Božje hiše je in bo Ljubljančan šel, ko vglediše, naplesiše, plako delat zapekel. Satanas skozi luknjo ključa gledal in poslušal je, brž si zmisli zvita buča za Ljubljance limanice, zidat vdihne jim Kazino. Kaj da je, ime pove, žensko, moško tam mladino z materami vred kaze, da bi brezno bolj ukalo, je možovu misel dal, da gospodo bolj to malo na strelišču kup je zbral. Reče zidat Koloseum, tam Ljubljančani vsi vprek peli bodo mu Tedeum, da se bo razlegal jek. Koloseum pot k nebesam bo zazidal kršencam, trl bo v njem se s kolesam, nova Sodoma bo tam, se zidalo bo glediše, ko se leto pomladi. Manjkalo ne bo več hiše, kjer se Satanas časti, čakate velika sreča, ti Ljubljana spačena, ti kosarna boš sloveča Satana peklenskega, prvi sedež boš hudiča, čez 10 let več ne bo Krištof tvoj imel mrlica, ki bo dušo dal v nebo. Amen. Valentinovo, kaj ne kupim za Valentinovo? Kakšne karte za Jana Plestenjaka? Za Lenka v smislu? Ja. Ne vem. Iz ljubljanskega studia 163. To so bile vesti. Bor mašino mogoče.